Pravzaprav ne gre samo za nevarčevalnim ukrepom, ampak ne bistveno širši zgodbi. Tukaj je šlo tudi pomoč oziroma ponudba Evropske unije za investicije, skratka zahtevane so bile reforme, ki bi sicer koristili grški družbi in grški ekonomiji, kakor tudi seveda grškim državljanom nasploh. Seveda se je s tem izidom referenduma zapletla situacija. Imamo sedaj veliko bolj negotovo situacijo, kot je bila prej. Grki so se na nek način odpovedali svoji aktivni udeležbi pri reševanju svojih lastnih problemov in sedaj je nastala dobesedno paradoksalna situacija, ko Evropa in tudi Mednarodni denarni sklad prosi Grčijo, da jim lahko pomaga pri njihovem izhodu iz krize. Skratka, sedanji ne pomeni, da bo Grčija šla še hitreje navzdol in brez pomoči ali pa asistence Evropske unije in pa Mednarodnega denarnega sklada se ne bo rešila. Res je, Slovenija je pred 5 leti Grčiji namenila neprimerno več denarja, večjo pomoč kot vse ostale članice Evropske unije. Mislim, da smo dosegli s pomočjo kar 2,3% bruto domačega proizvoda, kar je precej več kot druge države in seveda smo se na ta način izpostavili tudi svoje lastno tveganje, ali bomo kdaj ta denar še videli oziroma ali ga bomo dobili nazaj. Sedaj situacija gre v smeri, da ga ne bomo videli, lahko se sicer prolongira odplačevanje grškega dolga, ampak seveda le v primeru, da se Grčija postavi na noge in da je dovolj kreditno sposobna, da to plačuje. Nekateri pa že govorijo, da se bo ves grški dolg odpisal. Seveda tukaj bodo sledila velika pogajanja. Stališče Evropske unije ta hip je, da ne bo nadaljnjega popuščanja. Grčija je imela lepo priložnost še prejšnji teden, da bi sprejela zadnjo ponudbo Evropske komisije, jo je zavrnila, zapustila je pogajanja in seveda politično odgovornost bi za to dejanje moral nekdo prevzeti. Seveda, ravno dober premislek je manjkal takrat, kadar je Slovenija dala posojilo. Slovenska demokratska stranka je bila edina takrat v slovenskem parlamentu, ki je nasprotovala pomoči. So bile nekatere države v Evropi, recimo Slovaška, ki niso bili udeleženi pri dajanju pomoči. In čeprav je bila v boljši gospodarski in finančni kondiciji kot je Slovenija, ki je takrat bila v hudi recesiji. Zagotovo bo v prihodnje potrebno bolj trezno razmisliti, ko bomo dajali tovrstne pomoči, še posebej tistim, ki so neverodostojni in ki vidijo samo solidarnost v eno smer.